pogrešam dialog med muslimani in nami. Recimo, tele bi lahko bil musliman. Zdaj, muslimani pa imajo Mohameda zelo visoko, ne? Ne smeš nič hudega reči čezen, ne? Če pa to beremo, kaj je vse počel v svojem življenju, so malo hude reči. Najlepša hvala. Po pravici povedano sem imel ta namen povabiti enega muslimana. Sam potem sem si rekel, da bi dva gosta, ki imamo manj govorila, bliže 3. Torej je pa planirano v nadaljevanju, ker se mi zdi tema tako bogata, tako obsežna, da današnji večer je sam, lahko bi rekel, predokus in bo še debata tukaj v tej dvorani o islamu in bo tudi gost iz islamske skupnosti. Zdaj, mogoče sam to repliko na te, domnevam, da ste tisto, kar je tako groznega v Mohamedu pisali, torej zato, da je bil spolni prevrženec, da je bil nasilen in tako naprej. Veste, to so klasične misli proti islamskega diskurza. To, kar zdaj ste namignili, to je staro 900 leti. Velikokrat so omenjali njegovih 9 žena, pri tem je treba jasno povedati, da večina teh žena jih je imel zaradi tega, ne zaradi tega, ker bi jih hotel spolno izkoriščati, ampak zato, da bi jih socialno za nje poskrbel. Čakajte, ja. Večina od teh, torej, seveda, a torej, po tej logiki, torej, dejansko je začrtal neko nepotešeno spolnost, ki jo je izživljal nad 9 ženami, ali kako? Kako se lahko poroči z 6-letno deklico Ašo? Prvič bila je stara 9 let. Prvič. Drugič, v tistem, torej, to vprašanje na podlagi današnjih kriterijev soditi je napačno. Moramo se preseliti v kontekst tistega časa. In tudi v zahodnem svetu ni bilo bistveno drugače takrat. Ni bilo bistveno drugače. Mogoče pod vprašanjem, veste, kot je bila stara Marija, ko je rodila Jezusa. Kaj lahko potem trgovska ženska razgledana v bistvu pričakuje od širše populacije? Tako na začetku sem omenil, ko sem govoril, kakšne so razmere pred islamom. Mohamed je dejansko potem prepovedal izpostavljanje otrok, tudi splav, glede kontracepcijo dovoljuje, ampak splava ne. In to je bil že en velik korak naprej. Potem tudi dovolil oziroma na nek način omogočil ženam, ki prej res niso imeli nobene pravice, da lahko v določenih primerih se celo tudi na njihovo pobudo loči od moža. Kakorkoli določene, koristi je islam prinesel ženskam na tistem področju. Po drugi strani pa treba vedeti, da je v Koranu, ki je, torej smo že prej rekli, absolutno veljaven v islamskem svetu, je napisano, da bo mož vedno en korak pred ženo. V islamu je določeno oziroma Koranu, da ima lahko vsak musliman 4 žene. Torej 4 ima lahko, če si lahko privošči, da bo vsem nudil primerno oskrbo. Potem, ko je Mohamed se preselil v Medino, so se organizirali trgovci iz Meke in so poslali vojsko proti Medini, da bi Mohameda enkrat za zmeraj spravili s poti. In Mohamed je takrat seveda organiziral vojsko v Medini in se soočil s to vojsko in jo tudi premagal. Ampak bilo je zelo veliko žrtev. In ogromno mladih žena je ostalo brezmožne. In pojavil se je velik socialni problem takrat v Medini. In da bi rešil ta socialni problem, je Mohamed dobil naročilo od Boga, da ima lahko vsak moški 4 žene. Se pravi, tukaj je treba na poligamijo gledati kot na neke vrste ukrep, socialni ukrep, ki naj bi zmanjšal revščino oziroma krivice, ki so se ženskam dogajale takrat v Medini.
Z tega vidika, na nek način, je bil Mohamed tudi pozoren do žena. Veliko je odvisno od tega, v kateri pravni šoli sodi določeno območje, gotovo. Ampak dejstvo je, da ne moramo nasplošno zdaj govoriti, da je vloga ženske v Afganistanu taka kot v Maroku. Ni. Mohamed je tudi ne zgolj možnost ločitve prinesel, ampak tudi prvič dedovanje za ženske. Torej 24. sura 31a, ki pravi, reci vernicam naj povesijo svoje poglede in naj pazijo na svojo čast in naj nikomu ne pokažejo svoje obrazja in lepote, se pravi, naj se zakrivajo. Ampak možete vedeti, da danes v islamskem svetu obstajajo tako imenovane islamske feministke, ki tudi iščejo po Koranu nastavke za to, da bi emancipirale ženske. To je prva stvar. Druga, s tem se strinjam, kar je bilo rečeno glede izvora poligamije, to me spominja na Paragvaj. Tudi Paragvaj je bojeval neko vojno, torej, ki je danes v Latinski Ameriki država z največjim procentom katoliškega prebivalstva. Tudi Paragvaj je bojeval neko vojno s 3 močnimi sosedami Brazilijo, Uruguajem in pa Argentino med leti 1865 in pa 70. 60% vsega prebivalstva, 90% vseh moških je bilo pobitih. In je Paragvaj seveda potem dopustil poligamijo zaradi podobnih razlogov. Nadalje morate vedeti, da tisti zahodni politiki, ki radi govorijo o tem, kako zelo so muslimani nazadnjaški, kako zadirajo ženske, so sami doma marsikdaj še hujši. Evelyn Barr in Lord Cromer, neformalni voditelj Egipta, je ves čas rohnel skozi proti muslimanski, torej nazadnjaškosti in pri zakrivanju žensk. V Britaniji se je zavzemal za to, da ženska ostane zgolj doma in v kuhinji. Podobno George Bush mlajši. Moramo vedeti, da ta feminizem je bil večkrat dekla kolonialnim početjem. Pa še nekaj, bodimo malce samokritični. Prvič, na Zahodu imate vi cela pravzaprav garnitura služb, kjer ženske enako delo upravljajo kot moški, pa so slabše plačane. Drugič, ali je to, da ko se odpravite na internet, pa najdete na milijone in milijone pornografskih filmov, ko je ženska spremenjena v tržno blago, ali je to dokaz velikega spoštovanja do žensk? Jaz bi rekel, da ne. In pa tretjič, Jean-Paul Sartre je rekel, bolj ko je ženska odkrita, bolj je objektivizirana. Torej, ženske, ki, pa nimam nič proti temu, seveda, ki nosijo mini krila, veste, a še kdo pomisli, kakšen je njen značaj, kakšna je njena narava, pamet. Ne, verjetno moški kaj drugega mislijo. Torej, dajmo tudi biti malce samokritični. Da, recimo, kot vem, obstaja fatva, ne? To je neka smrtna kazen še danes za nekoga, ki se spreobrne iz muslimanstva v krščanstvo. Mogoče ni, no, ampak kakor sem slišal je. In še določene stvari v Koranu, iz katerih lahko sledi, da je še danes so po muslimanski veri dovoljene v nekih izjemnih situacijah tudi pobijanja. Ne? Mislim, da v krščanstvu tega ni. Kakšno razodetje to je, ko Bog reče, da lahko ubijaš bitje, ki ga je on ustvaril? Glejte, prvič, fatva je formalno pravno mnenje, o čemarkoli. Ne o pobijanju. Verjetno ste mislili fatvo, ki jo je Tola Khomeini dal proti Salmanu Rushdiju. Ampak to ne pomeni, da fatva pomeni, da moraš nekoga ubiti. Je pa res za ta protiislamski diskurs včasih ljudi spodbuja, da naj kar klaftrajo čez islam, levo, desno naj pade. Pa še nekaj, ta smrtna kazen oziroma smrtna obsodba Salmana Rushdija treba razumeti v zadnje. Če pogledamo zahodne sociologe religije, res je, da je Khomeini fatvo izdal za smrtno obsodbo proti Rushdiju. Ker je ta v svoji knjigi Satanski stihi precej nespoštljivo od Mohameda govoril, ampak je treba širši kontekst pogledati, da muslimane moti, da Zahod noče upoštevati njihovih občutljivosti, kar zadeva preroka Mohameda. To pa seveda umeščajo v nek kontekst, ko se počutijo močno podrejene danes v svetu. Aleksandrijska knjižnica. Dejstvo je, da je gorela. Vendar so različne zgodbe, kako je prišlo do tega. Nastop v 7. stoletju.
islam je stara religija. To se pravi, je krščanstvo staro 2000 let. Islam je starejša religija. Je mnogo starejša, ker islam ni nastal v 7. stoletju. V 7. stoletju naj bi nastal Koran. Muslimani v sebi verjamejo, da imajo prvotno religijo, ampak čisto, če objektivno gledamo, je pa dejansko islam nastal s Koranom, dejansko. Tako da oni so sicer pripričani, da je njihova religija najstarejša in da jo je pač Mohamed zgolj obudil, ampak v resnici gledano gre za najmlajšo od monoteističnih religij, se pravi 700 let mlajšo od krščanstva. Ja, prvo pa Aleksandrijska knjižnica, torej prvi jo je dal leta 1948 požgati Gaj Junij Cezar. Potem pa veste, da je nastala Ščevinska knjižnica, to je dal pa Teodozij I. Torej, prav tisti bizantinski cesar, oziroma vzhodnorimski cesar, ki je pravzaprav še na zahodni in vzhodni del izledil Bizanc, ampak je tudi krščanstvo pod uradno vero torej uvedel. Torej, res pa je, da se veliko krat piše o tem, da naj bi muslimani, ko so osvojili Egipt 642, da naj bi oni zažgali. Torej, to ne bo držalo. Mi imamo v slovenščini prevode Korana, večjih je, in med njimi so nekako nesoglasje, tudi glede naše islamske skupnosti. Kaj lahko rečemo o tem? Pa še eno zadnje vprašanje. Je islam bojevita religija ali ne? Torej, o prevodih naj vas spomnim, da Slovenci smo celo v nekaj drugega involvirani bili. 1142-1143 je prišlo do prvega prevoda, pravzaprav ne parafraziranja, torej arabskega Korana v latinščino. In torej to parafrazo je pomagal prevajati tudi Herman iz Karintije, Herman iz Koroške, ki ga lahko štejemo kot Slovenca, čeprav ta prevod je bil v bistvu narejen zaradi z močnim negativnim predznakom do muslimanov. In se je pravzaprav prevod imenoval religija Mohameda psevdopreroka. Drugače pa, veste, razlike med muslimansko pa islamsko skupnostjo v Sloveniji ne obstajajo toliko zaradi samih prevodov Korana, ampak bolj zaradi nekih tehničnih administrativnih zadev. Torej, da islamska skupnost obtožuje nekdanjega muftija Osmana Džogića, da je zlorabil dokumente, da ni hotel opustiti svojega položaja. Tako da jaz mislim, da ni šlo toliko za nekaj nesoglasja glede prevoda Korana. Res pa je, da tale Koran, ki ga imamo pred sabo, jaz sem v konzorciju mladinske knjige moderiral predstavitev te knjige. In sem se seznanil, torej poznam tudi avtorja, oba zakonca Al-Hadid, torej sta jasno povedala, da je slovenska islamska skupnost se distancirala od tega prevoda. In tudi zaradi tega verjetno ne gre tako dobro prodajo, ker ga pač muslimani v Sloveniji tudi ne kupujejo.